Z današnjim dnem začenjamo v bistvu že kar težko pričakovane dneve Goriške knjižnice, ki so že kar nekaj po vrsti. Vsako leto predstavljamo določeno temo, s katero se povezuje naše dogajanje, naše dejavnosti v knjižnici. Letošnja tema je tehnika, tudi to se navezuje z našim delovanjem, z našimi vsebinami, ki jih imamo oziroma ki jih pripravljamo. No, kaj več o sami tehniki oziroma o novosti, ki se bo dogajala v tem našem tednu oziroma ki se bo zgodila v tem našem tednu, bomo gotovo še slišali, gotovo ste tudi že nekaj slišali. Današnji dan pa je že kar malce tradicionalno namenjen pogovoru. In sicer navadno sta z nami Žan Papič in Gašper Bergant, letos jih je nekoliko manj, oziroma gospod Papič se opravičil. No, danes je z nami Gašper Bergant, pogovarjal pa se bo z gospodom Juretom Gregorčičem, in sicer športnim novinarjem, in seveda bo tekla beseda o avtomobilizmu, avtomobilski industriji. Najbolje, da vam kar prepustim besedo. Hvala. Ja, najlepše hvala. Živjo, Jure. Živjo, živjo. Midva smo, samo da povem, Papič je zbolel, drugače bil z vesele tle. Midva smo se že prej malo v avtih menila, jaz bi te vprašal, marsikaj v avtomobilizmu, pa v energiji, pa to, me pa tudi zanima, kako si prišel kot športni novinar do avtu? Mislim, do avto sem prišel že zelo zgodaj. 2 leta sem bil star, ker sem vedel, da bom vozil in avto in motor in vse te stvari. Pa se je pa vmes začelo, da sem začel kot športni novinar, zdaj že dolgo nisem več športni novinar, kar se vidi tudi po postavi pa osni obremenitvi. Ne. Zdaj sem pa že dolg čas avtomobilski novinar. Prišel sem pa tudi tako, da kot mlad, vedno sem bil razpet med naravoslovjem pa družboslovjem. To me je vedno zanimalo na 2 straneh. Ampak mislim, da v času študentskega dela se je pokazala na takratnem Rankem Mobitelu, če se ga še spomnite, ne Telekomu, Mobitelu, se je ustanovilo čisto novo uredništvo, ki se je ukvarjalo z internetnimi vsebinami. Daleč pred časom. Mislim, da je bila prva spletna stran v Sloveniji Mat Kurja. Ja, ja. Drugi je bil pa Ping Pong. In v tem uredništvu sem jaz začel delati in začel sem delati kot študent. Hitro sem napredoval, ker so me pač vsebine zanimale. In pa v enem momentu smo naredili prvo avtomobilsko internetno redakcijo, pa če se spomnite, ker še nismo takih velikih zaslonov sabo nosili, je bil WAP protokol, ker so bile slike, ki je izgledalo vse skupaj kot teletekst, ampak se je že dogajalo na telefonu. No in tako sem zašel v novinarske vode, takrat postavil neko malo avtomobilsko redakcijo, ampak avtomobilski svet takrat še ni bil pripravljen na te podatkovne prenose. Tudi avtomobili takrat še niso imeli teh velikih televizorjev noter. So bili še bolj orientirani cesta, voznik, gume. No, ampak s časoma se je pa to pokazalo in potem kolega Miha Merljak, ki je imel pa že na Siolu veliko avtomobilsko redakcijo, me je pa povabil. In tako smo pa začeli, tako smo pa na polno zaplavali v avtomobilski svet. Te revije, moj foter je imel vedno recimo revije naročene, oziroma kupoval in pol naročene imel, in jaz vem, da sem ga kot mulc enkrat vprašal, zakaj bere toliko avtih, če itak ima samo enega doma, ne. In njegov odgovor je bil to, da te manj stane, da prebereš oziroma da kupuješ in prebereš analize in kritike avtu, da ti pomaga pri odločitvi pri avtu, da boš manj dal za popravila. In je izračunal, da je vredno kupovati avtomobilske revije samo zato, da ugotoviš, kaj je vse. Pa še ena stvar, ki mi je... Mater pameten je tvoj oče. Ja, tako, rabo bi biti PR-ovc za vas, ker on je res, tudi avto je vedno rekel, ne smeš ga takoj kupiti. Ko pride ven, moraš počakati 1-2 leta, da se odkrije napake. Ne. Edino, če tako lep, da oči kupujejo. To se je zgodilo že v avtomobilski zgodovini dostkrat. Ne. A veš, ampak načeloma pa je tako, oče je imel čisto prav. Ne. A veš, predstavljaj si danes po 120-130 letih avtomobilizma, zadnjih 15 let je daleč najbolj razborljivih. Ne. Ja, absolutno. In zdaj, kako si predstavljaj si, da nekdo, ki kupuje zdaj avto, pa bo videl na televizijski reklami, ker včasih je bila televizijska reklama Alfa in Omega,
Takrat, ko sem jaz v osnovno šolo hodil, so se res še televizijske reklame, veš, kakšne snemale, da je bil pol celo večerca. A iz publike se kdo spomne kakšnih Renaultovih reklam? Za Petico, Clio, Takatro, ne? Pa se oni smeli še za ta grd Renault. Za prvo Katrco je v reklami nastopil Osu, so celega osla dali v avto. Katrca danes vsi pozabimo, ampak Katrca je bila v svojem času daleč preča prvi križanc. Više se je sedelo, posod se je pelala. Ročno, mislim, šalter si imel na sredini tega pri kombi. Šalter si imel kot športen avto. Pa na ovinke te je malo šlo na stran, ne? Ja, takrat se Katrca je prvi avto, ki je znal karvat, ne? Pa tripecikle si ni dobil, to je bil njegov... Pa malo ljudi ve, da je bilo na levi pa desni strani zaradi torzijskega vzmetenja razlika v medosni dolžini, ne? Zato se je Katra naravnost v vinke ful dobro pelala, če si hotel pa tisti die hard manevr narediti, veš, v rikvrc, pa policijsko, da si se zasukal, tam si se pa prevrnil. Ej, mi smo imeli Katrce doma in to je manj tak lep spomin na avto, ker si ti dvignil prtlažnik, je bil samo en kos pleha, ki je šel čist gor, pa une luči, izgledal je res, da se ga Francozi ob šnopce pa čikih narisali, ker je bilo tak nekaj rabno, da bo plac noter. Jaz vem, da je bila prodajna strategija, kjerkoli se je vprašal, je bil vedno rekel, ne veš, ko gre v prtlažnik. To je neverjetno, ne. In mi smo ga imeli in se ga zgorel je na koncu, ker ga je sestra imela študenta, 10 let kasneje se jaz slučajno z enim kolega pogovarjam o tej Katrci in se začne smeti in rekel, jaz po moje vem, kdo ga je zakuril. Ker so bili njegovi 3 kolegi, ki so imeli ta fetiš, da so Katrce kurili in po vsej verjetnosti so bili tudi modeli. To v Dolencu govori, da poznaš nekoga, ki je Katrce kuril, to je, a veš, da je to... Bogokletno. Bogokletno, to je... A veš, Katrca je bila tak avto, da si ti kot mlad voznik not stopil, pa si zrastel z njo, ne? Ja. A veš, ona je s tabo zrastla, vse elemente, vožnje si se vse v njej naučil. Vsi so začeli v nebo pogledovati, kako bi zdaj... A veš, v Katri, ki je dež padal, si mogel biti ti klima, ne? Vileda je mogla biti preštimana, oni zračniki so bili bolj tako, ampak avto je bil pa zanesljiv, pa tisto, kar danes se nam po mojem vsem avtomobilskim novinarjem, vsakmu vozniku kovca, res takrat je obstajal še avtomobilski razred, ljudski razred, ne? Ja, zdaj pa ni pod 15 € nič več, ne? Nažalost. Res so šle cene gor in Manj je žal za kasnejše generacije, ker jaz sem se učil recimo še v 101 furati, ker si mogel se naučiti luft potegniti, pa ker si volan držal tako, da bika za roge držiš in si mogel res vedeti, kako v vink priti, da nož se prevrnil, pa ta romantika jugoja, ker si 3 kilometre se po zimi furo, preden se je začel otajevati, ne, pa nisi vedel, koli iz kjere lukne bo pridržal voda ven pritekla. Tega zdaj skoraj ni, zdaj te elektronika zdaj bava, če že. Tiste, ali pa kaj garancije, konc te ta prvi dan neke crkne? Ja, ampak mislim, dejstvo je, da pač sodobni avtomobili, kar se tiče mehanike, so res napredovali. Zelo je malo takih mehanskih ukvar, bi rekel, da je diferencial dol, ali pa da si kupljen ga not pritisnil postane. Sej se zgodi, ampak pač zelo kompleksna stvar je postala elektronika in danes, če so težave, je največkrat pač odpoved tipala, pa zadnjič sem članek pisal, zdaj, ki je popularno, da se vse reciklira, tudi tisto, kar mogoče se zdi, da se sploh ne da reciklirati, ne, naprimer, vsa ta, bom rekel, izolacija teh tipal, senzorjev so zdaj oblečena v ostanke soje pa koruze, ne. Res je ga? Ja, ampak to imajo miši blazno rade, ne. O ja. Pa kune tudi, ne. Kune v Nemčiji naredi na avtih, mislim, za 720 milijonov evrov na leto škode. Mislim, da za 10 milijonov evrov. Potem sem pa jaz narobe prebral. Ampak je ogromna cifra, kakorkoli. Ja, jaz, ki živim ne ravno v centru mesta, v eni taki majhni dolenjski vasici, ko sem se s svojim avtom domov pripeljal iz servisa, topel motor, zjutraj se žena usede, pa je lučka gorela za motor. Jaz vas ogorčem pokličem na servis, sem rekel, pa dobro, fanti, koga jaz plačujem, nisem avto na servis peljal. So rekli, ja, pripelj nazaj, ne? Pripeljem nazaj, dajo na diagnostiko, pa je rekel, ja, Jure, bo treba puško kupiti, pridi si senzor pogledati, kako imaš pogrižen in to je bilo to. Opa,
A bo zdržal, čakaj. Se bo zdržal. Sejo, to je... Ni bene panike. Noč misli, da v centru Ljubljane se ti to ne more narediti? Lepo je uravnotežen. Ja, lih prav je. Nizko težišče je, pa je zdržal. Manj je v centru Ljubljane požrla. Sem jih srečeval, na koncu smo se že po parkingu lovila, kadarkoli sem pa noč prišel, sem jih videl in je požrla vse. In jaz menim, da sem skoraj motor skuril, ko mi je... Kurčil srat. Ne, veš, kaj mi je naredila? Požrla mi je poleg kablovja, mi je tudi za hladilne tekočine in mi je ven stekla. In ti je motor skoraj zakuhal. Ja, Ja. zaradi ene kune. Ja. In jih tudi eksplicitno ne maram. No. Je pa, mislim, naredi ful škode, ampak jaz se, miši iste, ampak jaz se res, te ta novejš, mimogrede, ne moreš se jih znebiti, ne vem, če karkoli funkcionira proti tem živalem. Vem, da se nekaj zaškropiti, se da kupiti. V resnici so poskusi, imaš neke take kontaktne plošče, kuni Ja. pastir, ne, da gor Ja. stopajo, malo strese, taka nizka napetost. Ne. Pol imaš en kolega novinar jih je imel na podstrešju, je zatrjeval, da mi je radio naštimal, pa so pol pobegali, ne, jim zvečer ni pasov. Ne. Aha. Eni dajejo celo tele obešanke za WC pod havbo, eni si postrižejo pa človeške lase, Ja. ampak Mislim, edini način, da sem jaz čutil, da funkcionira, da daš antifriz noter v jajce. To folk dela, da se jih znebi, ker je taka jeza, ki ti enkrat naredi in ne vidiš več iste tiste živali. te živalce so na svetu dlje kamine. Ja, ja, Tako da jaz absolutno. mislim, da nas imajo prebrane, da je kakorkoli obrne. Pogrunte tenje. Da nam je sam pri kunah ostala. Prej smo se menila malo v avtih, oziroma kaj ga ima kdo. Jaz tebe nisem vprašal, kak avto ti furaš osebno. Ali jih Ja, menjuješ moj zaradi avto bolj službe? moja žena fura. Okay. Moj avto bolj moja žena fura, imam, a znam, ko povem. A to Mislim, kako lahko tudi sam specifikacije. Vozimo enega Hyundai Tucsona 4x4, zato ker smo na srečo tam doma, ker tudi če sneg pada, pa malo, pa jaz se rad peljem po makadamu. Ja. Že zaradi tistih občutkov, ki si jih včasih imeli, pa jih zdaj nimamo več. Drugač pa, kaj pa vem, na leto jaz prevozim med 100 pa 150 različnih avtomobilov. Ne. Tako da se kar presedam iz avta v avto. No. A pa je kjera afiniteta do kjerih znamk ali pa držav, iz kjerih prihajajo? So recimo Nemci še to, kar se bile? Mislim, jaz sem še vedno mnenja, da pa tudi tu, kar sem testiral, pa to se mi zdi, da ena taka, bom rekel, japonska predanost ali pa korejska predanost, kar se kvalitete tiče, se še kar pozna še vedno naprej. Seveda znamo v Evropi narediti dobre avtomobile, tudi jaz mislim ta hype zdaj, ki vsak dan se sprašujemo, ali bodo zdaj Kitajci prišli, pa bomo kar vsi imeli kitajske avtomobile, nič ni narobe, da pridejo Kitajci, pa v evropski industriji pokažejo, da se da dobro avto ceneje narediti, ampak kar se mu jaz stika s kitajskimi avtomobili, naprimer, bom rekel, so dobri, niso pa še na nivoju naše stare celine. Pa se Indijci se tudi probali, kaj je bila Tata? Tata je orank avto, mislim pa tudi Tata je, tako kot kitajski izdelovalci so tudi oni pokupili veliko evropskih znamk. Ne. Ja. Dan se je na slovenske ceste zapeljal Lincoln Co. Nov kitajski električni avto, praktično vsak teden, vsak mesec se kaj novega zgodi. A veš, to je vse pod okriljem, cela tehnologija je narejena na Volvotovi osnovi. Ne. Naprimer je ista karoserija kot Volvo XC40, samo da je 12 cm daljši pa cenejši. Ne. A Volvo je še delaj gor? Na sever. Mislim, Kitajci so lastniki, ne? Geely je lastnik, ampak v Göteborgu je, pa tudi v Göteborgu je velik oblikovni center za te kitajske znamke, pa pošljejo v Šanghaj, tam pa naredijo, pa pride pa nazaj v Evropo. Ker jaz sem kar velik fan Volvoja, ker sem ga imel enega, pol me ga je poplavilo, zdaj imam drugega in se mi zdi, da z novo generacijo so naredili linije, ki je, mislim, da je XC90 bolj tak, kako bi rekel, nisem si nikoli predstavljal, da bo Volvo Jeep to, kar je X5 bil, oziroma pač Jeep od Benfulna.
Mislim, zdaj si dal dobro istočnico. Ne? Volvota smo vedno vsi poznali kot eno tako znamko, ki je zelo veliko naredil na varnosti, na tehnologiji, na vsem. Nikoli ni bilo pa tega prebojnega elementa v oblikovanju. Ne? Ja. Zdaj, zadnji Volvoti, ki so bili pa res hit. Ne? Pa to tudi je zanimivo. Ne? Mogoče v Sloveniji, kljub temu, to dostikrat pozabimo, kljub temu, da smo majhna država, ne? Pa kakšen kolega včasih reče na kakšni mednarodni predstavitvi, kad te inženir vpraša, koliko pa je v Sloveniji avto prodanih. Ne? Ja, mi smo majhen trg. Ne, nismo majhen trg. Ne? Mi smo v bistvu, glede na število prebivalcev, zelo velik trg. Ne? V smislu, koliko avto pokupimo, ne? Ja. Glede na to, koliko nas je, pa zelo zahteven trg smo. Ne? In tudi Slovenija je pri avtomobilskih izdelovalcih zelo cenjena, ker mi imamo nekaj ogromnih dobaviteljev A kategorije, kar pomeni, da ne pride nekdo iz Volvota, BMW-a, Opla v Slovenijo pa reče, rabimo eno delavnico, ki nam bo potem na načrtu to naredila. Ampak naši inženirji gredo gor in sodelujejo že po razvoju. Ne? In ker si glih Volvota omenil, ne, te znamenite luči tega lepega Volvota, ki ga ti voziš, Ja. To torovo kladivo, ne? Se pravi ta Ja. T. Komplet ta luč so naprimer razvili slovenski inženirji v Heli Saturnusu v Ljubljani. Oni imajo ogromno, Ogromno. pa tudi zobate vence delajo na KLS za večino evropskega trga, se mi zdi. Ogromno in veliko takih podjetij je. Ne? Fulih je in tudi za zice, pa vse mi imamo dosti povezane. Pa mislim, da je tudi, a v primerjavi z drugimi, vem, da smo na nakupovalnih središčih top of the charts na svetu, ampak tudi pri avtih, kar se nakupov novih tiče. Mislim, ja, mi sploh, če pogledamo trg bivše Jugoslavije ali pa trg jugovzhodne Evrope, ne. Zdaj, pri nas v najboljših letih se je prodalo 80,000 novih avtomobilov. Ne. Mislim, da lanska številka je nekaj čez 55-56 tisoč. 55 evrov. Če tu pogledaš na primer en trg, enkrat smo se z makedonskim kolegom pogovarjali, recimo 2 leti nazaj, je rekel, da so prodali v Makedoniji pa 5,000 ali 5,600 novih avtomobilov. Ne. Tako da, Slovenci smo vedno bili narod tehniške kulture, to sem že dostikrat povedal in glede na to, kakšna država smo, kako imamo radi tehniko, tudi s tem ni nič narobe. Ne. Pa vedno smo tudi vozili dobro opremljene avte in tudi znali smo za avtomobile skrbeti. Ne. Tudi prej, ko smo se pogovarjali v času Jugota, Opla iz Srbije, Katrce, Petice, ne. Dost ljudi iz bivše Jugoslavije, ko smo bili še ena država, je rado v Slovenijo hodilo kupovati rabljene avte, zato ker smo znali za njih skrbeti. Ne. To je res. Mimogrede, ker smo prej od Katrce govorili, če hočeš pa Katrce iskati, če ne najdeš pri nas, pa greš sam Severna Afrika. Vse so tudi prišlepali. No, pa po Balkanu jih je tudi še nekaj. Še tudi, ja, ampak menda, da jih je dol ogromno še. Je pa Katra ratala zdaj bolj stara, bolj draga. No. Ja, pa Fiča tudi. Ja, vsi so. Vsi teti. Jaz sem imel 101, ki smo mu prodali, ker je, hvala Bogu, je imel toliko vesela, da se je lotil popravljati. Ne. In zdaj ima cele 101 tablice, ampak je vse mogel zamenjati. Jaz ne vem, koliko cajta, mislim, glave so šle, vse je bilo za neč, noter isto od miši pogrižen, 12 let je stal avto, ampak ni bil rjav, ki je bil dejansko pod strehe. In ga je en mlad poba kupil in ga je porihtal. In je lepo videti starodobnika, da se kdo z njemu ukvarja, da si vzime čas, kadar geč imaš, pa je pa sam del z njemu. Če ti ni veselje, ti bo sam stal tam. Ja, veš, to je tudi zanimivo, pri avtomobilih je to zanimivo, ne, kad ti v bistvu v starem avtomobilu lahko vrneš življenje. Ne. Ja. Veš, to je zelo interesantno in veš, kako je, ne? Jaz sem vedno rekel, ko se usedeš v prototipni avto, nek čist predserijski, ali pa ko se usedeš v en tudi tak star avto, tam vsak šrauf ti pove svojo zgodbo. Ne? In to je najbolj romantično vedno bilo pri avtomobilih. Ne? In kar najbolj pogrešam v današnjih časih, prej, ko si omenil elektroniko in vse to, in tudi prav je, da je šla varnost naprej. Ampak mene zelo veseli, da v tej tehniški kulturi ostajajo ljudje, ki imajo radi avtomobile, ki do te stare avtomobile obnavljali. Glih zaradi tega, da veš, da ne bomo pozabili, kaj avto je bil,
kaj vse se je zgodilo vmes, kakšna je njegova zgodba, ki je pa res fascinantna. Pa plus, ne vem, koliko velik problem je dejansko touchscreen. Vem, da se je nekaj govorilo zaradi varnosti, da je kar problematičen. Jaz sem recimo fan analognega, da je še vedno imam tipke, da lahko, vem, ne rabim gledati, pa lahko zasučem, pa vem, kam sem prestavil. Karkoli je touchscreen, se mi zdi, sam nekaj, kar bo crknilo. Včasih je bila dodatna oprema nekaj čist drugega. Zadnjič je bil en avto predstavljen, ki je bilo kot višek, pa ne, zdaj sem narobe rekel, ki je bil kot eden od pomembnih elementov iznajdljivosti inženirjev, predstavljen en tak kvadrček, ne, ki je oblečen v mikrofibro, da ga ti primeš pa pobrišeš. Ekran. Tač ekran, sem rekel, dobro je. Ne. Kar se pa tiče zaslonov, mislim, to je tako, ne. Ljudje hrepenimo po nekih starih časih, kar se avtomobilov tiče, ampak v resnici z razvojem tehnologije postajamo vse bolj komot in komot, ne. Jaz sam pri sebi sem sicer sklenil, da Jure Gregorčič, in to vam vsem klep povem, tudi javno sem že neparkrat povedal tudi, ne. Jaz avtomobila brez volana si ne bom kupil, ne. Ja. Takrat si bom raj kojna kupil, pa sedlo, pa bom šel nazaj. Eko. Pa bom šel malo nazaj. Ja, ampak po drugi strani pa, veš, ta poroka z digitalizacijo avtomobila se je mogla zgoditi, ko gremo v smer to, da pač se razvijajo sistemi avtonomne vožnje, ne? In dostikrat nas kdo vpraša, ja, pa tudi ročni menjalniki izumirajo. Ja, zato ker če si predstavljaš, na primer, ti imaš danes v veliki večini avtomobilov na voljo že radarski tempomat, ki zna samodejno uravnavati varnostno razdaljo in tudi čez dalje boljše delajo. In če ti nimaš avtomatskega menjalnika, tak radarski tempomat ne more brez tebe varno zaustaviti do zaustavitve. Ja. Se pravi, ti danes v sodobnem avtomobilu stisneš travel assist, pomočnika za potovanje in se peleš, na primer, iz Nove Gorice Hmenu Novo Mesto in na avtocesti stisneš travel assist in ko prideš v neko gnečo, avto sam počasi zavira, pražge vse 4 utripalke, pas zamena in samodejni menjalnik pa rab, da se zaustavi, pa pol tudi sam spele, brez da ti posreduješ na sklopki, ne. Tako da ta razvoj, veš, gre naprej. Zdaj, kar se pa tiče velikosti zaslonov, pa so pa že tenzije tudi evropski avtomobilski klubi, kamor so tudi AMZS, smo naredili že kar nekaj raziskav, da pač nekje ta širina zaslonov se bo mogla ustaviti, dok bomo vozniki vozili avtomobile. Ne? Ker kljub vsem tem razvoju, o katerem govorimo, ki je res bliskovit, pa če mene vprašaš na vseh cestah, ne, se pravi, če bi ti zdaj rekel, se usedel tvojega Volvota, pa rekel, nač Brgrant gre domov, ne da se mi voziti, stisnem pa voz. Ne? To pomeni avtonomna vožnja. Danes morate tudi ločiti med marketinškim pristopom opisovanja avtonomne vožnje, ne. Mogoče kle najbolj striževen ta znameniti Tesla in avtopilot, ne. Pač to ni avtopilot, ne. Avtopilot je takrat, ko ti pritisneš. Ampak ljudje ga uporabljajo, tako. Ja, sam tudi to je, veš, mi smo naredili, glih s kolegi v Atmosferci smo naredili en poskus, ne, ker tudi malo ljudi ve, da Tesla za uravnavanje avtopilota oziroma za vse svoje varnostne sisteme za Severno Ameriko ima eno programsko opremo, za Evropo ima drugo programsko opremo. Ja. In klej bi vas prosil, ljudje, ne nasedajte tu, da Tesla sama voz, da bom pomarančo za volan zataknil, pa lahko cajteng berem. Ne to delati, to je nevarno in to se ne počne. Ne dela. Ne, pa sem imeli takoj, ko se je probala, je ena ženska, ki je furala, je nekoga zbila. Mislim, veliko je bilo teh. Ja. A veš, to je tudi tako, ne. Velike raznih teh, ne, internet je čudo, se to obavejo, ne. Je res. Plus Musk je svoj vrsten človek tudi po drugi strani, ne, ker jaz sem bil ziher, da bo Tesla propadla, recimo. In so šle delnice samo v luft zaradi pompoznosti oziroma zaradi neke vere, za moje pojme nek tehnični Jezus novi, ko vse verjame v njega, ne glede na to, kaj se naredi. Ko oni ne delajo profita na avtih. On je zelo kontroverzen človek, ampak je briljanten po idejah in tudi veliko stvari je spelo. Predvsem je pa premaknil evropsko industrijo tudi v to smer, ne. Ampak drugače pa hotel sem se vrniti nazaj na to avtonomna vozila. Veš,
vsak misli, da če boš imel pa ti najboljši radar na svetu, če boš imel najboljši ultrazvočni senzor not vgrajene, če boš imel najboljšo stereo kamero, na cesti je vedno tako, da fizike ti ne moreš zgoljufati. Ne? Fiziki so v zgodovini zelo jasna merila postavili in tudi, a veš, vsak, ki je tu kdaj probal iti čez rob fizike, mu je bilo žal. Ne? In tudi predstavlja si avtonomni vozeč avto. Ne? Če se klep pele Tesla, pa tamle za uno škarpo, ki jo radar ne vidi za škarpo, sedi otrok, pa se odloči, da bo stekel, pa se Tesla pele 40 na uro, tudi pri 40 na uro ni pot zaustavitve 1 meter. Ne? Tako da, kakorkoli je ljudje na cesti, smo vedno bili najšibkejši člen, pa tudi bomo najšibkejši člen, tudi če bodo avtomobili sami vozili. Ne? Ni se pa recimo, kar bi se pa za moje pojme lahko uvedlo, je pa alkotest. Ker se je ful nekaj cajta govorilo, da bo Evropska unija to naredila, da boš rabil pihin, preden bo šel v avto in potem se kar naenkrat ustavilo. Mora tudi zaradi politikov, ki pijejo. Ampak na eni točki se je to nehalo govoriti. Mislim, si najbrž slišal za vse te bruselske zabave, ki so nagi po žlebih pol plezali. Samo oni niso furali, ne? Se pa najbrž prej. Jaz mislim, da jih je zelo veliko tudi vozilo, pa ne bi rad koga pokrival v tožo, ampak smo imeli kar neki taki. Lej, vse te stvari, inženirsko se da to vse narediti. Sam pač nad nami oziroma nad inženirji so politični odločevalci, ki se odločajo v enem momentu in morajo iti vse v to smer. Saj tudi zdaj smo priča zelo subtilnemu zasuku oziroma zelo nežnemu zasuku spet v smeri motorjev z notranjim izgorevanjem. Ne? Ja, z sintetičnimi, ne? Ne, sem sintetični. Tudi vedno več je napovedi, da to znamenito leto 2035 se še ne bo kar tako zgodilo. Ne? Oprosti, ampak kako je avtomobilska industrija pri vseh financah, ki jih imajo, pa politični moči, tudi recimo Nemčija, dopustila, da prije do tega. To je vsakmu bilo jasno, da to ne more jeti. Nemčija je recimo oni so zelena energija propagirali, vse nuklearke izklopili in hkrati zahtevali, da vse gre na štrom. Ja, dobro vprašanje, s katerim se vsi ukvarjamo že kar nekaj cajta, pa tudi skušamo na nek način. Jaz sem velik zagovornik raznolike mobilnosti. Z električnim avtomobilom ni čisto nič narobe. Res ne. In tudi prav je, da se je zgodil. Ni pa prav, da so se najprej zgodili veliki, težki pa zmogljivi električni avtomobili. Ne? Jaz mislim, a veš, z dveh strani je treba to gledati. Ne? Prva je ta, ki si omenil, kakšno energijo mi iz štekarja ven dobimo. Ne? Ja. V Sloveniji smo še relativno v redu. Obstajajo par aplikacij na telefonu, ki si lahko ljudje pogledajo, koliko je kilovatna ura, ki jo imamo doma, vsak v štekarju po posameznih državah obremenjena z ogljikovim dioksidom. Ne? Številke so zelo grozljive. Ne? Ja. In to dejansko, ampak je pa res, da majhen električni avto v vsakmu mestu takoj zniža raven hrupa pa CO2. Ne glede na to, kakšno elektriko dobi iz štekarja. Ampak le spet, veš, bom rekel, ta politični populizem in tudi začela je industrija z majhnimi električnimi avtomobili. So imeli pri Škodi, so imeli pri Volkswagenu, so imeli pri drugih. Renault še nima tako majhnega takrat, ampak ti avtomobili so bili vsi razprodani in ti avtomobili še danes se lepo vozijo, čeprav nobeden nima 400 km dosega, ampak služijo svojemu namenu. Ja. Ne? Ker, oprosti, ta strah, jaz sem enkrat testiral električno avto in vem, da je izraz za to, po mojega pa znaš, ta strah, da ti bo zmanjkalo baterije. Jaz še nisem imel bolj živčne vožnje, sicer sem delal kao reklamo za njih, super, Einschlag je imel avto, ampak jaz sem do Velejna porabil 45-55% baterije iz Ljubljane, ki bi naj zdržala še tudi za nazaj. In pol moraš, če nisi navajen, moraš aplikaciji si naštimati, ko tudi nekaj stane, priklopiti in po 2 urah si živčen, ki nimaš več časa, ti moraš jeti in spet ne veš, boš prišel tisto pot, ki si planiral. In recimo Amerika, največja firma za rent-a-car firma, je, ne bilo to lani, ko so rekli, da bo za 100,000 Tesla nazaj poslali. Vse so jih poslali, ja. In je bil to največji problem, je bil to, da ljudje se bali jih sposojati, ker ne ve, do kje bo jih prišli. Mislim, ja, a veš tudi po eni strani, zakaj se je Tesla tako prijela. Tesla se je zato prijela tako, ker so me zelo enostavno pa zelo
na zihar narejeno pač ta sistem polnjenja. Ne. Ja. To je ena stvar. Druga stvar pa, kar se tiče elektrike, ne, mene bolj zmoti ta zadeva, da to, kar smo od avtomobilske industrije poslušali, se še ni nič zgodilo. Ne. In če mene vprašaš, če so rekli, da je Dieselgate laž stoletja, ne, avtomobilska laž stoletja, Je to druga, ne? je to avtomobilska laž tisočletja. Ne. Zato, ker jaz niti z enim električnim avtomobilom, ki sem ga vozil, nisem dosegel željenega dosega pri obljubljeni hitrosti. Ne. A veš, in to kaže na to, da pač elektrika ima svojo specifiko in ne glede na to, kako bodo napredovale, baterije bodo blazno napredovale, tudi energijska gostota, ki je shranjena v bateriji, bo cenejša. Samo pa za nas kupce draga. Ja. Ne, in to je problem. Mi bomo imeli avto električni, ki bo imel 1000 km dosega. Sigurno, v naslednjih 5-6 letih bo to realno. Sam ta avto bo spet tako drag, da noben, verjetno običajen človek si ne bo mogel tak avto kupiti in zaslužiti svojo plačo. Plus infrastruktura, ki je treba za to narediti, je tudi draga. Ne? Zato je tudi, se povečuje cena štroma nasploh. Ogromno porabe je, ki od nek mora priti ta štrom. Jaz ne bi enoznačno rekel, zdaj pa elektrike premalo za električne avtomobile. Jaz mislim, da elektrika je tista energija, ki se jo res da v bistvu na pocen način, na zelo učinkovit način postaviti v okvir obnovljivega vira. Jaz mislim, da pač je bolj problem pač cena pa surovi materiali. Ne? Mi se pogovarjamo tudi o teh kovinah, ki so namenjene bateriji. Ne, jaz sem enkrat inženirja Mazde vprašal, oziroma na eni predstavitvi Mazde smo bili japonske, ki ne vem, če veste, ampak dizli, ki so zdaj čez noč ratali najbolj osovražena stvar, najbrž ste slišali, Mazda je na slovenski trg prišla s 3,3 litrskim vrstnim dizelskim motorjem, ki je eden najbolj učinkovitih motorjev, kar sem jih jaz vozil. Predstavljajte si 2 tone težak teren s 4-kolesnim pogonom, peleš se merno, natankaš, doseg pokaže 1000 km, pa zdaj ne delam reklame za Mazdo, ne bo, ampak res je odličen motor. In oni so na predstavitev pripeljali enega profesorja, pozabil sem iz katere fakultete, ki se ukvarja z metalurgijo, z energetiko in tako naprej. On je rekel, da mi v tem trenutku ne vemo, ali imamo na Zemlji dovolj znanih zalog bakra, če bi hotel preklopiti fosilno gorivo z elektriko samo v osebni mobilnosti. Mimo grede Pustimo mi nikel, kobalt, sam bakar, na Švedskem na Pune imajo probleme, ker ga kopljejo in pa na Finskem se domorodci pretežujejo in bojo vse prekopali. In definitivno je, da klimatske spremembe so dejstvo. Ne? Kjer to zanika, laže sam sebi. Jaz to vedno rečem. Jaz sem se danes peljal, danes sem prevozil Slovenijo, iz Koroške sem direkt prišel v Novo Gorico. Mislim, jaz sem vremen zamenjal, kada bi šel iz Kitajske na Tahiti. Ne? Pa sem prevozil z dobrih 250 ali 200 km. Ne? In veš, zanimivo je tudi to, prej smo pogledovali v nebo, ampak ste imeli kolegice iz knjižnice s tem radarjem, očitno res bomo na suho odnesli. Ampak a veš, kje je prvo avtomobilsko žrtev klimatskih sprememb? Kabriolet. Kabrioletov je vse manj zaradi blazno nestabilnega vremena. Ne? Prej tudi v Evropi, naprimer. Veš, pa motorji, prosti, ki se da prekidam, ampak... Motoristi smo pa zelo žilavi ljudje. No, se to, ker tam pa čelado imamo na glavi. Ja. Ampak kabriolet je eden takih avtomobilov, ki zelo plačuje davek klimatskih sprememb. Se pravi, kadar je lepo vreme, je tako vroče, da ti enostavno daš platneno streho gor, pa klimo pritisneš. Moj kolega ga lih kupil. In žal eden najbolj romantičnih avtomobilskih pogruntavščin izumerano. Ja, ker se že tudi, mislim, vidi se, jaz ti lahko kot totalen laik povem, da sem v
30 letih opazil, da se drevesa pri nas spremenijo, tam, ko sem jaz doma. Absolutno. Mislim, se vrste pojavile, ki prej niso zdržale temperaturnih razlik in se same od sebe zasajajo, pa gozdovi se spreminjajo. Že na Poljaki pa Čehi so ugotovili, da jim bo v 20 letih zmanjkalo smreke. Ja, smreka bo tudi v Sloveniji je Velik problem, mislim, velik problem. Pa tudi tako, jaz vam povem, tudi avtomobilski novinarji veliko letimo, ker so pač mednarodne predstavitve avtomobilov so ponovadi v tujini in zadnji 2 leti v zraku ni luštno leteti. Jaz že prej nisem prav rad letel, zato ker skozi sem imel ta dvom. Če bo. Ja, A si bral Boeingove specifikacije? Pa pustimo zdaj Boeing, tu me je že itak skrbelo. Tu sem našega glavnega letalca zadnjič na podcastu vprašal, gospoda Boscarola, tako ko si ti mene vprašal. Sem pa slušal, ja. Tu, ko si ti mene vprašal, sem rekel, kaj zdaj, je boljš Airbus ali Boeing? Je rekel, Airbus je 10-krat od spredaj. Ja. Če moraš let z Airbusom, mi je rekel. Tako, ja. Ampak hotel sem reči, leteti zadnje 2 leti res ni prijetno. Jaz letos imam za sabo sigurno že enih 40 avionov in jaz se ne spomnim, kdaj sem na zadnje meren let. Mislim tudi, da je avion se vzdignil v zrak, da si ti v meru kavo spil, malo za kinko, pa si pristal. In tudi zadnja poročila, ki jih sprejemamo v medijih, zadnjič turbulenca neki na Tajskem, taka, da je en celo umrl, zdaj spet nek avion je šel proti Dublinu in res se vidi, da je v atmosferi blazno energije. Ne? Mislim, kar se tega tiče, jaz recimo imam osebno problem s tem, da se karkoli se rešuje glede klimatskih zadev, rešujete Evropa in Amerika. Jaz sem bil januarja v Aziji in mene je srce do te mere zabolelo, da sem mislil, da sem obrnil. 6 ur sem se furil, brez da bi drevo videl. Vse, ne da ni bilo dreves, posekane je bilo vse, smog tak, da nisi videl kamera. Menda imajo še v določeno obdobje, ki je recimo Tajska in Vietnam, ne vidiš nič, ko vse prej iz Kitajske dol. In vsa ta plastika, pa vse to, kar se dol kur, se ne sme govoriti, oziroma ne vem, ali ker Kitajci recimo proizvajajo zdaj mislim, oni so bili v sončnih celicah že 20 let pred Američani. Ja, njih je v to dejansko prisilo kakovost zraka. Ne? Ja. A veš, sej tudi v Indiji, zanimivo je tudi to, da a veš, ljudje smo tako narejeni, da narej s prstom pokažemo tisto, kar so vse vidi. Ja. Tisle je kriv. Kriv je avto, krivi so kmetje, zdaj so vsi drugi krivi, sam globalna rast ni kriva. Ja. A veš, mi bi radi imeli na svetu 10% globalne rasti vsako leto. Ne? Če hočeš ti 10% več narediti, več prodati, moraš več energije. Ne? Ampak zanimivo, da se pa vedno vrnejo reševati okolje nazaj k avtomobilskemu inženirju. Z enim kolegom iz Indije sem se pogovarjal, je rekel, pri nas so takoj, ko je bilo res, se ni dalo več dihati, zemeljski plin, so vse motorje predelali. A veš, vedno pol inženir rešuje. Ja, Šoštanj je bil tak primer, recimo. Šoštanj je bil katastrofa. To je vse neslo, recimo tam, ko sem jaz doma, smo imeli na eni točki največ rakovih obolenj v Sloveniji, ker se je vse tam zadržalo. Ker zdali filtre, je bila čist druga zgodba. Ampak vse, tam so megle so začele jelke propadati, potem pa kostanj, to je vse rdeče ratalo. In ko so ljudje začeli enkrat se upirati do te mere, se je nekaj spremenilo, ampak je enako, inženir mogel rešiti. Smo se pogovarjali z Audijevim inženirjem in rekel, oni so teste delali. Ne vem, kjer v indijskem mestu je bil Euro 6D dizel. Ne? Vstopni zrak v motor je mu več trdih delcev, kot na izpuhu. Pa si najbrž predstavljate, kaj to pomeni. Ni dvoma, da pač promet tudi ne prispeva. Se vidimo, kako raste promet, ampak dejstvo je pa to, kar mene pa tebe najbolj skrbi, da mi med Azijo pa Evropo nimamo neke parne zapore, ki bi na uni strani obdržal ti trde delce, vse to onesnaženje. Ja. Ampak moglo se bo človeštvo globalno nekaj odločiti, kaj bomo mi naredili, pa kako bomo živeli naprej. Pa tudi to, kar mene najbolj skrbi, veš, z električnim avtom se ni začel reševati okolje, ampak se je najprej začel reševati biznis.
Ja, plus da se je že prej delalo na tem, da bi motori z notranjim izgorevanjem imeli boljši izkoristek. Ne. Pa je bil direktni vbrizg, pa kar naenkrat vse imajo zdaj, imaš AdBlue za dizle, nekaj tudi svojevrsten problem, ki se pojavi, ko vse jih že ven režejo na koncu, tu imaš manj problemov pol. Ampak jaz sem zadnjič bil na eno predavanje, ne smem povedati, kjere firme, ki prodaja dizel in bencin in se razvijajo, se govorili o sintetičnih gorivih in o tem, da so naredili tudi toliko so izboljšali svoj bencin, da ima 100% izkoristek, kar je ali 99%, ampak so kazali dizel pa vse, ne vem sploh, če je že od zunaj, ampak tudi v tem gre razvoj ful naprej. Jaz, recimo, sintetično, jaz sploh ne vem, kaj bi točno naj bila. Mogoče najprej eno repliko, da ti dam. Ne? Ja. A veš, toplotni motor nikoli ne bo imel 100% izkoristka. Ja, Glavna razlika med tu, a veš, fiziko je treba vedno v kontekst postaviti. Ne? Mi imamo zdaj, če imaš ti dizelski avto, imaš v rezervarju natočenih tistih 50 litrov, ne? In že če pogledaš moč polnjenja, ne? Takrat, ko na petrolu ti daš ročko noter, pa stisneš, tebi čez roko teče več kot 20 MW moči. Ne? To je neprimerljivo z električnim priključkom in energijska gostota, ki jo imaš ti takrat v rezervarju. Ne? Mi smo enkrat, mislim, da je bila katedra za toplotne batne stroje, sem jaz prosil enega profesorja, da mi je pomagal to zračunati. Če bi imel tako energijsko gostoto v električnem zoju, ko si imel 1,5 DCI Clio-tu, se pravi, če bi ti v baterijo imel s tako energijsko gostoto, bi imel električni avto dosega takrat 3600 km, sva zračunala nekaj tazga. In naftni lobby lahko karkoli govori, ampak 100% izkoristka bencina ne bo nikoli zato, ker gori, ne? Ker se velik del te shranjene energije odvaja v toploto. To je ena stvar. Druga stvar, sintetična goriva. Ja, sintetična goriva so zdaj ratala spet zelo pomembna pa popularna, ker je se politika odločila, da enkrat bo konc z naftnimi vrtinami in z rafinerijami in to. Sintetično gorivo v resnici ni nič novega. Ne? Zadnja velika vojna, ki smo jo vsi prav dobro občutili, ko so gospodu z brki prekrižali načrte in se ni dokopal do ruskih naftnih poljih, so začeli letalsko gorivo pridobivati iz premoga. Po istem sistemu kot danes sintetična goriva. Se pravi, razstavili so ogljikovodike, jih spet sestavili skupaj, zato porabili ogromno energije, ampak mislim, da je bila dobava nemškim letalskim silam po letu 1944, mislim, da 144 tisoč sodčkov na teden sintetičnega goriva. Ne vpraš za kakšno ceno, pa za kakšen davek, ampak oni so iz premoga naredili kerozin. In kaj je sintetično gorivo? Sintetično gorivo je umetno pridobljeno gorivo iz naravnih materialov, ampak ne iz surovih ogljikovodikov iz zemlje, se pravi iz surove nafte, ampak s cepljenjem vode pa vodika, pa uporabo hidrolize pa elektrolize. Se pravi, sintetično gorivo, filozofija sintetičnega goriva je, da toliko, ko boš ti skuril tega sintetičnega goriva, boš porabil CO2, da boš naredil ogljikovodik. In zato naj bi bilo sintetično gorivo nevtralno. Ampak prve tovarne so zdaj postavljene v Čilu. Zakaj v Čilu? Zato, ker je zelo veliko vetra pa sončnih dni. Ne? Ker če hočeš sintetično gorivo narediti ogljično nevtralno, rabiš obnovljivi vir. Ampak mislim, da so prve napovedi, da v polni obratovalni tovarni, da bodo naredili, mislim, da v tej tovarni, ki je zdaj postavljena 140 tisoč litrov sintetičnega goriva. Ampak to pomeni za avtomobilsko elito, za Porsche, za Ferrarije. Ker tlele sem se zapisal. Mislim, je matematika, koliko bi se teh firm rabilo? Ja, lej, poraba goriva v Sloveniji je 800 tisoč ton letno. 800 tisoč ton, zdaj si pa predstavljaj 140 tisoč litrov, kaj to pomeni. Te tovarne bodo postavili, ampak sintetično gorivo
če mene vprašaš, bo eden od energentov. Sintetičnega goriva ne bomo mogli predelati toliko, da bomo rekli, da bomo imeli vse bencinske črpalke na sintetično gorivo. Bi bilo super, bi se to sigurno poznalo, ampak pa tudi predelava, se pravi sintetiziranje iz vode ogljikovega dioksida, te dolge verige ogljikovodikov bodo predrage, pa energijsko preveč potratno. Bo pa to sigurno. Veš, tudi v prihodnosti bodo ostali avtomobili na notranje zgorevanje, če ne zaradi drugega, zaradi uporabnosti v takih službah. Gasilci, policija, vojska in tako naprej. In za te stvari pa sintetično gorivo super. Tudi na AMZS-ju smo že z ostalimi evropskimi avtomobilskimi klubi naredili test sintetičnih goriv, sicer jih je bilo zelo težko dobiti, pa določene so bile tudi več kot 6 € za liter. Ampak ta cena bo seveda padla, ampak drugače so pa čist proper goriva, enake oktanske vrednosti, celo manj aromatov imajo, kar pomeni, da so že v osnovi malo manj škodljiva za okolje in tako naprej. Ampak kje so pa države, ki bi bila najbolj idealna za predelavo teh? Države z veliko sonca pa vetra, ne. Pa seveda tule je tudi veliko temelji tudi na vodiku, ne. Vodik je sploh eden od energentov v prihodnosti, ki njegov čas v avtomobilsko industrijo šele prihaja, ne. Začelo se je istočasno z električnimi avtomobili, ne, saj gorivne celice v bistvu iz vodika naredijo elektriko, ne, in ti, ko natankaš vodik, dejansko se voziš na elektriko, stranski produkt je pa voda, ne. Tu smo tudi tak avto, že par takih avtomobilov vozili sem takrat, ko je bilo v štartu, kaj bomo naredili, kaj bo prva alternativa, se je pač evropska politika odločila za elektriko, ne, ker je problem vodika so visoki tlaki, ne, se pravi... Shranjevanje, ni bilo... Ja, shranjevanje, zato ker si vodik mogel v avto natankati pod 700 bari, pod 700 bari tlaka in prvič so bile te posode za hranjenje drage, drugič je bila pa dejansko napeljava porozna, si ga zgubljal, ne. Ampak seveda inženirji nikoli niso stali križem rok, ne, in to je danes poštimano, ne. In jaz mislim, da vodikov čas prihaja, tudi vse bolj glasni so avtomobilski proizvajalci. Jaz ga mislim, da prvi teden, drugi teden junija peljati naprimer na Škotsko. Toyota Hilux. Toyota je imela, ni rekla, da bo dala 1/3 vodik, 1 štrom, 1 pa... Toyota je zelo pragmatično, ker je ocenila, ker svet je različen in oni so rekli, ne moreš ti enemu reči, samo elektrika, pa nima možnosti se na elektriko voziti, ostali bomo pa peš hodili. No, in oni so se zelo pragmatično lotili in zelo pragmatično delajo na vseh nivojih, se pravi, boš imel električni avto, solid state baterijo, ki je bistveno zmogljivejša, pa boš imel s hibridi, so oni tudi naredili veliko stvar, ki se tudi dejansko pozna že na okolju, pa tudi z vodikom gredo naprej, ne, in predstavljaj si enega pick-upa, ne, v službi gorskih reševalcev. Ti ne moreš na enega pick-upa natakniti 600 ali pa 700 kil baterije, zato ker nosilno zgubiš, ne, zato ker zgubiš vlečno moč. No, terenski avtomobili so že eni taki, ki bodo po moje zelo hmalu šaltali na vodik. Ne. In Toyota jaz vem, da so se oni odločili, meni je bilo takrat fascinantno to poslušati, ko so rekli, ne, mi ne bomo šli s to evropske zgodbe, tako rekoč pa ameriška, ampak bomo na tretjine v teoriji razdelili, ker je bilo, meni je bilo samo zanimivo, da pri tej politiki Evropske unije, da so se odločili, tako bo in damo ultimat in nobenim ni rekel, to se ne da. Mislim, ja, to je fascinantno tudi meni, tu presega, mislim, zdaj bomo imeli volitve, ne. Ja. Veš, pa nisem kdaj verjel, da bom za volitve reklamo naredil, ampak pač nekaj moramo narediti, ne. Dejstvo je, da pač, svet je raznolik in Evropa ne sme izgubiti svoje prednosti v industriji, sploh pa pri inovacijah, ne. In jaz sem trdno prepričan, nikoli v življenju, to je bilo tako, ko bi rekel, jaz bom celo svoje življenje peljal po eni formuli.
Ne moreš, ne? V življenju vedno je treba sklepati kompromise, pa si odprt poti za to, da zvoziš najboljš za sebe, pa tudi za druge, ne? Ne moreš biti rit pa gledati sam, ok, meni je good, on mu tam čez pa briga me, ne? Ampak temu se reče kompromis in tleh je Evropa vedno blestela, sploh v industriji. In jaz mislim, da glavna napaka je bila storjena s tem, ko so rekli, zdaj boste pa mogli vsi to in to tudi je največ ljudi razdelilo, družbo spolariziralo, ker mi imamo rešitve za vse nas. Ne? Noben ne bo zdaj rabo peš hoditi, ker obstajajo različne tehnologije za različen denar in sam pač ljudje se morajo skupaj usesti pa reči, ja, tako bomo delali, da bo prav za vse, ne samo za enega. Ne? Ampak je po rešitev različna goriva oziroma različne verzije ali se bo svet na eni točki... Različna goriva, saj tudi imamo še stisnen zemeljski plin, ki je zelo čisto fosilno gorivo, se v avtomobilih, tovornih vozilih sploh odnese, odlična zamenjava za dizelski motor, pol imamo LPG, še vedno manj saj, še vedno manj onesnaževanja, pol bomo imeli vodik, elektrika itak že laufa, pol imamo hibridni pogon, imamo priključno hibridni pogon. A veš, danes, naprimer, priključni hibridi, ne? Na začetku se je vsem to zdelo, to je ena modna muha. Pa ni res, ne? Zdaj, ko bomo imeli priključne hibride s 100-kilometrskim dosegom, za vse ljudi, ki v bloku živijo, 19-20 kWh baterijo nafilati v 20 minutah na enosmernem toku, ni nobena znanost. In ti boš dejansko, tudi če boš v bloku živel, boš ti v Gorici, Ljubljani, Novemu mestu, kjerkoli, boš čez cel teden lahko uporabljal priključnega hibrida s 100-kilometrskim dosegom, tako kot da bi imel električni avto. Mi smo imeli že pred leti delavnico v AMZS-ju, ko smo te nove tehnologije predstavljali članov AMZS. Prišel en starejši zakonski par, smo se usedeli, je rekel, hvala lepa za test, midva sva si kupila priključnega hibrida, v zadnjem pol letu sva šla 2-krat na bencinsko črpalko. Ja. Brez skrbi tu, kot ti praviš, ko si bil v stresu, kje boš ostal. Ne. A veš, in najlepš pri avtomobilski industriji, oziroma tu, kar meni da največ navdiha, je to, da so inženirji vedno znali poiskati optimalno rešitev. Ne? Ko smo pri inženirjih, meni ni bilo nikoli jasno, zakaj nema kakšna raziskava, ko se ljudje vozi, večinoma si sam v avto ali pa dva. In tudi pri malih klasah avto se je vedno delalo avte, redko kjer je, oziroma nimaš opcije dvotaktnega motorja, recimo, že tak bi se lahko zmanjšalo, za moje pojme poraba, ampak noben ni v tem, vedno je bilo treba malo ekstra prodati, da je stal zdaj 15, ampak čas pa polo 11-12 ur, ampak nikoli niso šli na manjšo mašino, pa da bi imel sam 2 zica. Ja, to je tisto obdobje, o katerem sem ti prej govoril. Ne? A veš, avto je v eni točki postal zelo dosegljiv. Ne? Pa se pa zgodi nekaj takega, naprimer, kaj korona, ko so pa čez noč spet uni avtomobili, ki so stali 1500 evrov, so se začeli prodajati po 4000 evrov. O ja, vem. A veš, kaj je vse skupaj ugasnilo. Mi, ko sem bil študent, smo se študenti skupaj vozili. Zato, ker je bil v parking pred študentskim naseljem skoraj prazen. Ja, pa je imel mogoče en apartma ali pa 10 apartmajev skupaj, smo imeli 2 avtomobila. Mi smo se vse zmenili, pa tudi če ni bilo telefonu, pa smo se skupaj vozili. Ja. Veš, sam pa je v eni točki avto ratov dosegljiv in se je to zgodilo. In je logična posledica tega. Ne? In tudi jaz mislim, da zdaj da bomo prišli do točke, ko se bodo začeli tudi vračati manjši avtomobili, zato ker bo mobilnost ratala draga. Ne? Plus to, da je... Naši sosedje Italijani, naprimer tamle v Toskano se zapeleš, oni se še Panda. vedno vozijo v pandah. Ja. Narobe obrnen čovn, ja. Ampak funkcionira, kam jaz sem bil na Siciliji, sam panda. In oni so praktični, ne? Pri nas je pa že vse mora imeti 2 tone, pa še več. Ne? Na eni točki vsak gleda SUV, čeprav ga morati ne rabi. Ne? Je pa pri nas tudi javni problem, javni promet problem, ker dejansko nimaš nikamor ne priješ v takem času, ki bi z avta. To se mora vsak sam vprašati, ali pa se spomnim, naprimer, ko se je zgodil tisti dizelski boom, ki je bil pa skoraj vsak ta drug avto dizel. Ja.
A veš, dizela so si kupili ljudje, ki so naredili 5000 km na leto. Ne? Ja. A veš, pa ni bil ta motor nikoli za to narejen, ne? In Ja. pol so bili problemi in Vse in se tako zabasalo, ne? naprej. Ali pa, ko se pogovarjamo o nasnaženju, ne? Lej, mislim, sprehod okoli Bohinjskega jezera je enako lep, kot sprehod okoli jezera Tahoe v Ameriki. Ne? Ampak radi gremo, ne? Radi letimo. Mene je zanč kap zadela, neki sem čačkal tam po letališču, kaj itak zdaj vsi avioni zamujajo in sem šel gledat moje letalske karte, bilanca CO2. Pa sem rekel, Jure, pa mislim, To je bilo nerodno. umolkni zavedno. Tvoj Ja. zic je danes predelal 389 kg CO2. Ne? Da ne govorimo o ladjah teh turističnih. Jaz sem zadnjič bil, sploh ne smeš pogledati, koliko pa kur. Je pa vprašanje meni, to bom dal kot zadnje vprašanje, ki je že zdaj malo mrzlo ratalo, pa smo že tako dosti razgovorili. Ali je turizem do te mere problem, da ga bo treba omejiti, če hočemo malo bolj živeti? Letalska industrija in... Jaz ne bi o omejitvah govoril. Veš, danes, svet se je začel obnašati tako, kot da je črno-bel. Veš, najlažje je ljudem reči, to je isto z elektriko. Ja. Ne boste več bencin vozili, ne boste se več vozili zaradi užitka, ne? Omejili bomo. Ne omejiti. Jaz mislim, da je treba druge poti najdeti. Ne? Zakaj pa unka ima čas potovati? Ne? Zakaj pa se ne bi enkrat v prihodnosti vozila ena super lepa galeja, tako kot včasih v Krištofa Kolumba. Ne? Zanj smo imeli Dana Lenarda, atmosferci, je lepo povedal. Ne? Z vetrom ti lahko potuješ kamorkoli na svetu hočeš. 3/4 zemlje je morje. Mislim, zakaj? Unka ima čas potovati, zakaj mora iti z avionom okrog sveta? Ja, se strinjam. Zakaj pa se ne bi na eno tako lepo jadrnico usedel v eno luksuzno kabino, pa bi jadral? Ne? A veš, jaz ne bi omejeval turizma. Jaz bi turizem probal spremeniti. Ne? A veš, zakaj se mi pogovarjamo o globalni avtocesti? Zakaj pa ne bi imeli globalno kolesarsko pot? A veš, z električnim kolesom, kaj je problem? Ni problem, ne? Ja. Sam čas si bo treba vzeti. Tu bo treba spremeniti, a veš, ta način našega življenja. Jaz se spomnim, včasih jaz sem iz delavske družine, meni je bil izlet v nerezine, ja, tako, kot da bi šel na Havaje. A mi danes kaj fali? Ne. Absolutno ne. In zadnjič sem se usedel, pa sem se v nerezine pelal, pa sem se počutil super. A veš, in jaz ne bi govoril, zdaj bomo pa mi turizem omejili. Zakaj ga bomo omejili? Ne, samo spremenimo ga, ne. Pokličmo, rečemo, zakaj ne bi bila panevropska kolesarska pot? Jaz vsakega, ki pride po evropski pešpoti, grem in moje hiše. Tudi Korejci so pri nas na terasi že filane paprike jedli. A veš, kakšno doživetje je to? In sta šla, ona dva sta prišla peš, čez pol Evrope. Jaz se s tem absolutno strinjam. Jaz, ki sem bil na ladji in sem opazoval tipično slovenske fore, ker je vedno ti reče, za volka, kako lahko tukaj požere naenkrat. In pa priješ na all-inclusive zajtrk in vidiš Slovenca, ki se nabaše 3 talerje, da jih nese v sobo, pa že 2 je požrl tam. Ne? In vidiš, da se potuje v dostih primerah samo zato, ker se lahko, pa ker se lahko žere. Ne? Ali pa pije, ali pa karkoli. In se mi zdi, da potovanje je en tak tudi problem, ki bi se ga dalo na marsikateri način rešiti, da ni nujno, da se gre po svetu samo zato, da se... Prej smo se pogovarjali, ne? Jaz sem se danes v Slovenj Gradec pelal, Korošci imajo res slabo cesto. Ne? Vem, sem dostikrat na njej. No, vidiš. Ja. A veš, ampak je pa kolesarska. Ja, je pa kolesarska pot od Velenja zdaj do Slovenj Gradca, Ja. če se ne motim. Mislim, noro lepo, ne? Jaz sem stal v gužvi, pa sem une mostove gledal, tako lepo vse je obzidano, čez tunel se peleš. Ljudje so bili taki nasmejani, nad nami so se vozili, sem rekel, mislim, to je to, ne, pa tudi, a veš, Slovenija, ne, mi, da prekruzamo Slovenijo, mi pač rabimo, če mene vprašaš, dober, hiter vlak, bicikl, avto pa za gušt, ampak avto pa mora ostati. Se strinjam, da imam s to misli končati.
midva se zahvaljujema, zahvaljujema se seveda tudi knjižnici Nova Gorica in se vidimo. Žan, vem, da bo gledal, tako da živijo Žan. Še bi kakšne zadnje besede? Ne, varno vozite, pa uživajte v vožnji. Ne. Tako, Pa šteje vedno pot, ne cilj. Je res. Hvala.